Kopalke smo počasi že zamenjali z jaknami, natikače s škornji ter počitnice z novimi projekti. Drevesa se bodo ponovno obarvala, a letos ne bodo pisani zgolj listi, pač pa tudi življenja glasbenikov in drugih medijskih osebnosti. Nekateri se bodo posvetili svoji karieri, medtem ko drugi... Bom rekel, kar gremo malo v hribe z družino, pa zdaj koliko bo čas, nekaj še vseeno igramo kljub vsej tej situaciji, ki je. Zraven pa šola se je začela, pri meni v šoli tudi smo zdaj najbolj aktivni in je kar nekaj stvari za narediti. Tako da september, oktober, bom rekel, ta zaključni del poletja, začetek jeseni je pri nas kar pester. Eni pa se vračajo med študijske klopi in si urejajo prvo gnezdece. Odhajam nazaj na fakulteto, tako da bo kar težko po moje nazaj zalaufati. Sicer bomo videli, kako bo, ali bo doma, ali kako, to je vseeno. Skratka, ja, potem bomo z Aljažo verjetno mogla biti še kar pridna, dokončujemo si skupno gnezdece, tako da bo kar pisana tale jesen, ja. Jesen je kot nalašč za sveže začetke in nove projekte. Pestro bo v službi veliko novih sprememb, tudi nekaj novih kolegov, novih oddaj, pestra jesen bo. Malo manj kot smo pač mislili, glede na vso to situacijo, ampak se počasi stvari spreminjajo, tako da lušten bo tudi nekaj risank novih prihaja, tako da prav luštno bo, tudi nekaj televizijskih novih spadori, pestro. Žiga Deršek bo nizal nove uspehe in to povsod. Torej ja, bo tudi jesen pestra, kaj se bo dogajalo recimo na zasebnem in poslovnem področju? Zasebno, to je skoraj vprašanje za astrologa, ampak ja. Povej nam, kaj ti kažejo zvezde za jesen. Kažejo nove začetke in podvige tudi na radiju in ja, pustimo se presenetiti oziroma pustite se presenetiti, marsikaj se bo dogajalo to jesen. Zagotovo si tudi prav vsi glasbeniki želijo, da bi bila njihova jesen obarvana z nastopi. Po letošnjem nekoliko bolj otožnem poletju si želijo, da bi se ponovno lahko vrnili na odre. Tako da mi res srčno upamo, da bo jesen prinesla za nas in za vse ostale glasbenike lepše čase, da bomo spet lahko nastopali na različnih odrih, da se bomo lahko družili sproščeno, brez omejitev, ali pa da bodo te omejitve vsaj take, da nam bodo omogočile početi to, kar najraje počnemo, torej da pojemo v živo. Prepričani smo, da ta dan ni več tako daleč, kot se nam mogoče zdi trenutno.